Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Začenjamo, klasika, doma z pripravljanjem vseh svojih pre-workout stvari, tudi intra-workout stvari. Preden začnemo zaprav s tem videom, bi ful cenil, če greš dol in spustiš like, ker ful pomaga video. In če še nisi, se lahko tudi subscribaš. Ne bom opisal tega vonja. V glavnem, kot sem rekel v prejšnjem videu, sem si naročil Thorsteam Free okus mango maracuja, ne vem, v glavnem mango. Insane okus. Imam in mango in pa jagoda kiwi, oba dva. Težko reči, kjer je boljši. Težko je reči, kjer je boljši, pač prav nima okus po pre-workoutu. Tako da v en ta shaker si dam samo približno scoop in pol pre-workouta. Stvar, ki pa je popolnoma nova, Signature Intra Workout od Jim Beama. Ogljikovi hidrati, da jih piješ med treningom, da nekako ti dajo pač energijo še med treningom. Namerno, kot sem rekel, so ogljikovi hidrati, torej ima kalorije. Tako da je dobro, da si to stehtam. 40 gramov ima 130 kalorij. Tako da jaz si dam približno, da ima 60 gramov, kar pride okoli 200 kalorij. Tako da 200 kalorij ogljikovih hidratov jaz pijem v tekočini, ki se jih sploh ne čuti. Sem pa še vedno na 3300 kalorijah, ampak da malo boljše izkoristim te ogljikove hidrate, ki se pač najboljše izkoristijo okoli treninga. Takrat jih pač telo največ potrebuje in jih uporablja, ne. V intra-workout si prav tako dam tudi kreatin, noben poseben razlog. Samo da se lepo zmeša vse skupaj, enih 6-7 gramov tega in še himalajska sol. In to je zdaj bombastičen intra-workout napitek, res kvalitetno. Koda MAX5 za vse Jim Beam stvari, suplemente, oblačila, karkoli potrebuješ, najdeš. Čaka me uživancija na sushi cheat mealu. Prav tako bo to tudi uživancija za Leota, ki je zdaj na katu že nekaj tednov in mu je to prvi refit po dolgem času. Zdaj, folk, se odpravljam v fitness in danes imamo en nasty chest focused push workout. Tako da se vidimo v fitnessu. Začenjamo z treningom in seveda za push workout pec deck. Tako da imamo 3 segrevalne, stopnjevalne sete do enega delovnega. Let's go! Edine dve stvari, ki bi pač rekel, da bi se ne delata napaka, je, da ne drajvamo v bistvu ramena preveč naprej, preveč visoko, ampak da držimo ta proud chest visoko in da v bistvu z rokami ciljamo čim dlje. Torej, da se pač komolci približujejo, torej, da ne gremo v ta premik, ampak čim dlje. Tri približevalne, stopnjevalne sete opravljene. Zdaj smo prišli do delovne kilaže in ciljamo ta delovni set nekje 10-12 ponovitev. Zadnjih par ponovitev se izgubi forma, sigurno, ampak zaradi intenzitete, da se pač res dobi čim več od seta, ampak prvih recimo 80% seta mora biti form impeccable. Damn. That's a good set. Ta druga in tretja vaja sta najbolj heavy vaja. In zdaj gremo
jaz v bistvu začenjam za prvo heavy vajo bolj za upper, tako da OG incline dumbbell press, na inclineu približno 30 stopinj na benchu, tako da tukaj je nekje ta sweet spot za upper chest, oziroma nekateri mogoče pa še tudi malo više, nekje 40, meni osebno tukaj 32, ki imamo, je perfektno. Tukaj imamo spet ene 3 stopnjevalne sete, da počasi dvigujemo kilažo. Te seti pač niso namenjeni temu, da bi izgubili energijo, ampak samo, da narediš par ponovitev s to kilažo, da jo začutiš, da lepo greš v premik in potem, da priješ do delovnih kilaž. Tam imamo 2 heavy delovna seta, po nekje 8 ponovitev, tako da let's go. Ene 2 stvari, ki bi rad izpostavil, pač, da se pazi pri tem incline dumbbell pressu. Prva stvar je arč. Torej, če ti na benchu arčaš, ti takoj spremeniš kot, pod katerim dela roka. Torej, če si ti raven za upper chest, je idealno, da potuje malo bolj gor roka, 1+1 in 2, ne? Ampak če se ti arčaš, potem spremeniš ta kot. Tako da na klopci probaj biti čim bolj zalepljen skozi celo klopco, ne arčati. Druga stvar, komolec. Torej, ne med komolce čisto ravno, ko delaš, ampak probaj malo stisniti notri komolce. Torej, da ne delaš to, ampak da malo stisneš notri komolce. Eno, ker se bo pač boljše alignalo, kako se to reče. To se reče, se bo boljše usporedilo z fibersi od prsi. Prvo kot prvo in drugo je dosti bolj safe za ramena. Tako da, keep the elbows a little bit tucked in. Smo segreti, smo pripravljeni za delovni set. Bom poskusil dvigniti kilažo, glede na zadnji trening, ker sem delal za 34-kami, za 8 ponovitev, kar solidnih, oba 2 seta. Tako da danes bom probal 36-ke, da vidimo, če si jih zaslužim, tako da absolutno se bo takoj videlo, koliko je ura. Če weight kontrolira mene, ali če jaz kontroliram weight skozi celoten premik. Let's go, heavy ass sets. In za te heavy ass setse, wrist repse, za malo več podpore na zapestju. Evo, 36-ke good and control, tako da zelo zadovoljen z setom, tako da PR za to obdobje zdaj, med temi heavy seti. Tukaj pri upper bodyju mogoče malo manj, ampak pri nogah še posebej, vzamite si čas, ne gledati na štoperco, minuto in pol, zdaj grem v nov set. Ne, ker si kradeš gainse. Dej si čas, da se počiješ, da se zadihaš, da se ti srčni utrip spusti in potem greš v nov set. Tako da občutek, ne zabušavati med seti, ne biti na telefonu, ampak vzemi si čas. Vzemi si čas za početek, ker če ne, res sam sebe kradeš. In zdaj gremo na tretjo vajo, ta flat chest press, meni zelo ljub, zelo mi je všeč, ker je dober RPF in je lepo converging, tako da je zelo dober stisk. Tukaj imamo
2-stopnjevalni, oziroma 2-stopnjevalni set in potem 2 delovna, spet isti princip, nekje 8 do 10 ponovitev oba 2 delovna seta. Bomo videli tudi tu, kakšen je občutek s kilažo. Do zdaj sem delal 3,5 plate na vsaki strani za delovni, danes let's see. Smo na delovnem setu, sem tudi na tej vaji malo bolj pogumen, sem dodal še petke, tako da vse skupaj 10 kg več od zadnjič. Let's see how this weight moves. Okay. Zdaj pauza in gremo takoj na drugega. Bo, ne glede na to, da ni bil popoln set, torej 10 ponovitev, višji limit rep range-a, bom šel vseeno z isto kilažo, pa tudi če jih naredim na primer 7 je ok, tako da gremo zdaj v ta drugi set. Let's try to take as much out of it. Jebem ti mater. So close yet so far. Dobro, kot sem rekel, 7 ponovitev. Gremo zdaj malo zaključiti te push vaje. Čeprav nas čakajo zdaj še, oziroma nas čakajo še dipsi za prsa, ampak gremo zdaj na lateral raises. Zdaj sem imel 2 stopnjevalne sete in zdaj bom imel še 2 delovna, kjer pač res, tukaj pa više ponovitve, torej pri ramenih, ki je malo manjša mišica, malo več ponovitev, tako da 14 plus. In potem jaz vedno, še posebej z dumbbellsi, ko delam lateral raises, full rad zaključim z partialsi, res, da dobim čim večji seta. Tako da zdaj gremo še za zadnjo vajo za prsa in sicer te chest focused dipse. Tukaj smo res na zadnji vaji za prsa, tako da stopnjevalnik bom naredil lih eno, samo da začutim premik in potem gremo direktno na 2 heavy delovna seta. Ker imamo ta incline press na tej mašini, tukaj ne ciljam nič heavy, glede na to, da je že skoraj na koncu treninga in to je pač zadnji pressing movement, ampak samo zdaj imeti tudi v tem chest focus push workoutu nekaj za sprednja ramena, za front delt, 1-2 seta z malo višjimi ponovitvami, okoli 14. God damn. Triceps, samo 2 vaji, torej imamo ta unilateral D-handle, pushdown, vsako roko 1-2 delovna in potem imamo še
če bo na voljo, če bo prosti kabel, bomo setupali cable skull crushers. Trening zaključen. Zdaj me čaka še mojih standardnih 20 minut incline hoje, kardija in potem se vidimo, ko smo na poti do sušija. Dober dan. Dober dan. Gremo jesti. Yep. Copyright. Squat 200, 10krat. Veš kaj. Šmek. Prvo naročilo je dan. Tipi so nas omejili, smo naročili preveč. Ja, ma smo vrno? Čekaj, kaj so sashimi? Ja, valjda so. Niso, Ja, so. nisi dal. Jaz sem dal. Da vidim kje. Ja, ma vidiš, da jih ni. Ja, ma zakaj jih ni? Ja, je. Ne, kaj? Sashimi. Ja, nigiri. Kaj sashimi? Ti sploh ne veš imena pravilna. Lega, debel prasec. Ja, ma Leo bo danes ekstra užival. Zakaj bo Leo danes ekstra užival? Zato, ker 4 tedne nisem zvršil enega obroka jedilnika. Nerealno. Kaj nerealno? Občutki hrane, ne? Harmonije okusov sprav se magnificirajo. Bolj ko kataš, bolj se magnificirajo. Zdaj, če računaš, da sem samo en mesec bil, kaj šele, ko mi bo mogoče dal, če da bom, tim naprej pokašen refeed. To kaj ti misliš? Mešata peka. Ja, ma ne, pač kaj lahko povemo, kako počasi to nosijo, ne? Ja. Pač oni nosijo in mi pojemo v 3 sekundah in pol. No, kako je zdaj barvno. Kaj? Glej, kako je. Glej ga, ti pleti. Ja. Samo gaš. Leo, this is your moment to shine, this is your moment to shine. Glej. Hrbet, bicep, podan. Jutri. Kaj imaš ti vali jutri? Jutri, Super set spanja. super set 1 uro spanja, torne okoli 4 in pol dalje, kaj še Netflix in čem še tam. Insane. To je to. Turk, ti kaj imaš jutri? On ima Netflix in čem z mamo. Jaz grem paljo. The Last Dance. Zdaj, da bi se usedel na kavč od Maxa, Val je Ajki mrtev. zraven, jaz mamo. Leo? Ma ti veš, da še en mesec ne boš imel takne hrane. Ti moraš zdaj vse to pojesti. Ti veš, da jaz imam nenormalno veliko število eritrocitov v krvi. Mislim, da bo rekel, kaj glede skota. Turk stihaš? Ne. Sem na 99%. Ja, jaz bom lika enega piknil in je to to. Pusti se Lea, to najbolj. Danes je njegov dan. Lega. Si je pobral že 2, je pobral ti. Koliko spataš?